Zakaj je pomembno oziroma zakaj zakon uvaja poseben status javne RTV hiše? Nedvomno zaradi tega, ker oblika javnega zavoda na način, kot zdaj funkcionira, ni dobra in omogoča mnogo izrab sistema. Zato smo uvedli samostojno pravno osebo posebnega nacionalnega kulturnega pomena, ki ohranja pravzaprav vsa določila javnega zavoda, pridodaja samo en pomemben in zelo ključen moment, ki se pa dotika vodenja in dejstva, da vsi člani programskega sveta in nadzornega sveta za svoje dejanje, odločitve odgovarjajo svojo lastno premoženjsko odgovornostjo in da morajo bistveno bolj odgovorno delovati v luči svojih funkcij, ki jih tam zasedajo. Zakaj se vam zdi neprimerno, da postane javna RTV hiša, dobi posebni pomen? Zato, ker je to zdaj največja kulturna ustanova in največji javni zavod v državi in ima svojo dolgoletno zgodovino, v katerega smo vlagali vsi. Z našo naročnino je televizija leta in leta živela. Tako rekoč je z njo obstala in stoji. To se pravi, da je neke vrste relikt družbene lastnine, ki še edini je ostal, ki še ni razdeljen, prodan, kapitaliziran, dokapitaliziran ali, kako se reče, privatiziran predvsem. Zakaj se bo ta dobiček delil med vodstvo in med zaposlene, se lahko vrne tudi plačevalcem? Po samostojni osebi nacionalnega in kulturnega pomena, skratka po RTV Slovenija, kot jo predvideva ta zakon, se vsa sredstva, ki se pridobijo tudi na trgu, recimo iz posoje, ko greste v arhiv, pa pridobite, pa morate plačati za presnemavanje, ali pa iz koncertne dejavnosti, ki lahko deluje tudi na trgu, kar je logično, ampak sedaj zakon opredeljuje, prej govori, da to ni javna služba. Skratka, vse prihodki, ki se zgodijo na RTV Slovenija tudi na trgu, se morajo nujno, nedvoumno in absolutno vračati v zagotavljanje javne službe. S tem zakonom, kjer bo javni zavod razdeljen na del, ki bo še ostal javni zavod, vendar v povezavi z neko gospodarsko družbo, ki se bo imenovala drugače in ki trdi, da ni gospodarska družba, čeprav je pravna služba parlamenta natančno zapisala, da ima vso strukturo in vse značilnosti gospodarskih družb, bo odprla možnost, da se sprivatizira, da se razproda, da se seveda končno zgodi z njo to, kar se je z vso družbeno lastnino, z vsemi velikimi podjetji. 90 milijonov evrov. S tem bo razpolagalo nenadoma zdaj tisto vodstvo 5 direktorjev gospodarskega dela te negospodarske družbe, in razpolagalo bo tako, da bo moralo delati profit. Kajti v strukturi takih družb je vgrajeno to, da mora delati s profitom. Profit bodo delali z našim denarjem, čeprav nismo postali delničarji in temu se upiramo. Naj povem, da je ta institucija takšna, kakršna v državi ni. Kdorkoli ima pri nas elektriko, razen če ima petrolejko ali sveče, tisti plača naročnino televiziji. Samo še dohodnina je bolj rigorozna, samo še davki so bolj rigorozni.